En lep in prisrčen dober večer voščim v zadnji oddaji najvišje letošnje sezone. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, upam, da ste dobro. Danes je tak športno obarvan dan, predvsem seveda zaradi naših nogometašev. Verjamem, da smo vsi stiskali pesti, jih spremljali in spodbujali, ampak žal se nam ni najbolje išlo, čeprav je rezultat vseeno zelo pozitiven. Danes bomo govorili seveda tudi o športu, predvsem pa bomo slišali veliko dobre glasbe. Današnje glasbene goste bomo povprašali, kako so kaj oni spoznajo na šport. Vem pa, da se zelo dobro spoznajo na dobro domačo glasbo in vem, da bodo danes naredili prav žurko v našem studiu. Z nami so, dame in gospodje, ansambl Pik in začnemo z polkico Prijatelji za vedno. Pred mano je sonce za hip ugasnilo, zazdelo se je, kakor da vije vihar. A ko se je znova mi vse razjasnilo, od sreče sem jokal, kot pristanu mornar. Ko človek jadra skozi življenje, mnogo prijateljev pridobi, a leta pravi, te kot valovi popeljejo na najlepše poti. Če ti življenje povzroči rane, ta krog ljudi jih celiti zna. Kot rahel vetrič stalnega morja, ki sežejo v globino srca. Postali bomo prijatelji za vedno, saj kot eno mi smo združeni. Če imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, na svetu tem lepše se živi. Človek jadra skozi življenje, mnogo prijateljev pridobi, a leta pravi, te kot valovi popeljejo na najlepše poti. Če ti življenje povzroči rane, ta krog ljudi jih celiti zna. Kot rahel vetrič stalnega morja, ki sežejo v globino srca. Ostali bomo prijatelji za vedno, saj kot eno mi smo združeni. Če imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, na svetu tem lepše se živi. Če imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, na svetu tem
svetu tem lepše se živi. Tako so urezali prvo polko danes ansambl Pik, ki so naši glasbeni gostje in jaz se že zelo veselim njihove družbe in grem kar do šefa. Jan, en lep pozdrav. Živijo. Saj si šefa, ne? Ja, glej, tako. Nekdo mora biti, Ja, nekdo mora biti. eden mora biti tisti, ja. Ste vi prijatelji? Verjetno ja, če ne bi skupaj preživeli dolge noči. Tako, sigurno. Jaz mislim, da to v ansamblu je ključnega pomena. Če hočeš, da ansambl dobro deluje, je prva stvar, da moraš biti povezan z vsemi člani, tako da mi smo tudi izven tega prijatelji, tako da se tudi družimo in vse in to nas povezuje. Pač glasba je pa zraven kot nek dodatek, kar nas združuje. To je tista skupna točka in radi smo skupaj, radi zabavamo ljudi in to je to. Krasno. Se tudi vidi, da ste prijatelji, ker to ne moreš blefirati po domače povedano na odru. Jaz mislim, da se to ne da. Pa tudi v glasbi se čuti. Marsikdo je že rekel, vi ste pa res, se vidi, da ste že dolgo skupaj, da ste uigrani, ker se pač čuti v naši glasbi, ko igramo. Tako da jaz mislim, da delamo v pravi smeri. Kljub temu, da ste zelo, zelo mladi, smo se prej pogovarjali, ste že na sceni, letos praznujete oziroma boste praznovali 10. obletnico, iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. To je pa kar doba, verjetno, tak bi rekel, takrat, ko ste začeli, je bila 10 let verjetno kar prehodnost, a ne? Sigurno, sigurno. Ko smo mi začeli, sej neuradno še mogoče kako leto več, ampak uradno štejemo takrat 2014, ko smo zmagali v Dobju na Pokaži, kaj znaš prireditvi tradicionalni. Takrat smo rekli, da bomo obeležili kot naš začetek uradni, ne. Ampak ja, takrat smo bili še mulci, ne. To smo še 18 let nismo bili stari, ko smo začeli. Jaz vem, da se spomnim, ko smo prve vaje imeli kot ansambl Pik, sem takrat izpit naredil za avtokomi, ne. Tako da to so bili taki lepi začetki, no. Se spomnim, ko so nas še starši vozili okoli, ko smo hodili z 2 avtoma, poln vse naložen robe, tako da, mislim, lepi časi so, no, ko se takole obrneš nazaj, poštudiraš. Ja. Kljub svoji mladosti že lahko govoriš malo o preteklosti in obuja spomina, ne, to je zanimivo. Tako. No, ne rabiš biti človek ne vem koliko star, da se lahko spomni za nazaj na lepe trenutke. Res je. Povej mi, Jan, kdo je v ansamblu najbolj strasten navijač, najbolj strasten športni navdušenec? Jaz mislim, da sta to naš Matej pa Žan Trupejev. Ona dva sta res v športu doma, spremljata vse od košarke, nogometa. Mi trije smo mogoče tako bolj malo manj, sicer smo športni navdušenci, navijamo z veseljem, ampak strastna navijača sta pa naš Žan Trupej pa Matej Frece. Te pa ne bolje, da grem kar do Mateja. Ja, jaz mislim, da res. Matej, lep dobro večer tudi tebi. Mi imamo tudi eno tako rubriko v tej oddaji, zdaj na novo, čist konec sezone smo se izmislili športna minuta, temu rečemo, ja. In zdaj, verjamem, da si danes spremljal nogomet. Ja, tako je. In kaj, kako bi komentiral? Fantje so se borili? Ja, so se odrezali, ampak na koncu žoga je okrogla, zavila je zgolj tam, ko ne bi smela. Ja. Tako da, se zgodi. Si se boril za karte, mogoče, ne, je bilo veliko popraševanje, nisi? Ti se nisem, ampak spremljamo pa no, dogajanje pa to. Hvala lepa. Zdaj grem pa še za pol minute k Žanu, da še njega vprašam za komentar. Žan. Dober večer. Dober večer, tudi tebi. Ti si tudi spremljal pa navijo, verjetno? Sem, ja. Spremljaš na splošno vse športe, verjetno si ja, tudi odbojko spremljal, ni da ni, ne? Vse. Dončiča zdaj sploh ponovno zbojo, pa tak. Res? Si se zbojil? Ker na ene par tekmah, tako da. Samo hvala Bogu, da je zdaj konec, pravzaprav lahko ti polmirno spiš, da si ne rabiš budilke delati od 2:30 zjutraj. Hvala Bogu, po drugi pa strani pa škoda, ne? Ja, seveda, ja. Ja, rad imam šport, res. Čeprav sem mogoče ne vid, ne? Smo kar na istem, veš. Jaz ga imam tudi strašno rad, pa mi noben ne verjame. Drugače, špilov je veliko. Sezono ste dobro otvorili, kakšna sezona se vam obeta, bo pestro? Ja, sezona je kar polna, tako da nimamo neki velik časa za počitek. Edino, kar bomo šli na dopuste, to je pa to. To je pa to, ostalo spet vsak vikend. Služba špili. Tako. Krasno. Krasno. Povej mi, fanti ste pač sedež ansambla v Šentjurju. Res je.
In tudi fantje ste tam nekje iz okolice, bi lahko rekli. Kdaj ste se nazadnje, Žana, se spomniš, recimo, ustavili v eni šentjurški gostilni in spili, ne vem, kak špricer, recimo, brez obveznosti? A se to pogosto dogaja? Greste kdaj tek, da niste samo vaje špili, ampak da greste, danes gremo pa fantje na en pier, po domače To se povedano. ponovadi zgodi zmeri, ko smo skupaj. Tako da. Okej. Tako da je bilo to danes ali pa še bo. Danes še ni bilo. Prepustimo na ključe. Prepustimo. Krasno, v redu, jaz se že veselim današnjih skladb, ki jih boste zaigrali, najbolje je, da gremo kar na naslednjo. Torej, ja, v našem studiu je zelo veselo, fantje so dobre volje, so spočiti in naslednja skladba, ena srčna, lep valček, pesem našega srca. Le zakaj slovenske pesmi dan za dnem umirajo? Malo kdo jih še zapoje, kdo je kriv, da je tako? Kmalu bo slovenski človek tujec brez srca postal. Če narodni zemlji se bo svoje glasbe sramoval. Ali res beseda tuja lepše v pesmi zazveni? Ali vredno je prodati, kar so starši dali ti? Pa čeprav bom še edini, ki bom naše pesmi pel, sramoval ne bom se tega, saj udar sem to prejel. Vedno težje je spoznanje, da v svet spreminja se, s tem pa tudi naša glasba sanje upanje. Vedno bolj poredko slišim pesem našega srca, tisto, ki jo dala nam je ta deželica. Vedno bolj poredko slišim pesem našega srca, tisto, ki jo dala nam je ta deželica. Tisto, ki jo dala nam je ta deželica. Tako, slišali smo krasno skladbo, lepo besedilo in ansambl Pik ima kar srečo, da ima v svoji sredini odličnega avtorja in to je Jan Čater. Jan, moram te malo pohvaliti, odlične melodije skladaš, za besedila pa poskrbijo ponavadi druge, ne? Tako, res je. Jaz ponavadi melodijo delam na besedilo, no. Ja, imam nekako, takrat dobim inspiracijo, vse to je pač redko, se veš, zdaj, ko imam enkrat, ko imaš družino, pa to si ne vzameš toliko časa oziroma ga nimaš enostavno, ne. Sej mogoče kakšna ideja pade, pa si hiter na diktafon recimo posnamem, malo zapojem, pa potem delam, ko imam čas, večinoma je to po noči, razmišljam o tem. In ja, če se mi besedilo dopade, da se me dotakne,
potem nekako melodija kar samo od sebe pride. No, in za vse skladbe, ki sem jih za naš ansambl naredil, je melodija prišla v, ne vem, 10 minutah, sem jaz imel dejansko že komplet skladbo že v glavi in skonstruirano. Potem pa si je treba to malo dodelati. To dodelate pa skupaj z fanti, ko se dobite na vajah. Tako, Kako sem videl, res je. aranžma je podpisan ansambl Pik, torej dela, vsak Tako. malo doda, verjetno. Vsak malo doda, vsak doda neko idejo, tako da skupaj pol naredimo. Če je kaj takega vokalnega, ponavadi se poslužujemo z Matjažem, posvetujemo, ne, nam on naredi partiture, malo notni zapis, da so vse štime tako more biti, da vse to lepo pol tudi polno zazveni, tako da nam tudi on veliko pri tem pomaga. Matjaž, pardon, da omenimo, Matjaž, član Tako. Petke, ne? Res je, Matjaž Vodišek, profesor glasbe, ne, Profesor tako, glasbe. seveda, Zdaj ga lahko strokovnjak. tudi pozdraviš, ker vem, da gleda, on je strasten oboževalec oddaje Najvižja. Tako. Da ga lahko pozdraviš. Ja, zdravo, Matjaž. Glej, Ja, pa se moramo kar lepo obnašati, a ne, ker tako. da ne bo... Treba izbirati besede. Treba ja, izbirati. Ja, se veš. Povej mi, a se kdaj zgodi, recimo, ko ti narediš melodijo, a ne, idejno melodijo na besedilo, a se je že zgodilo kdaj, da so ti pa fanti rekli, Jan, to je pa kar nekaj, to pa ni v redu. Pa zdaj, da bi iskreno, se ni to zgodilo. No. Zaenkrat še ne, lahko pa da se še bo. Se jaz ponavadi, jaz sem kar dosti samokritičen in če meni idejna melodija ni všeč, jo niti ne bom predstavljal ansamblu oziroma sploh ne grem naprej, ampak bom zavrgel in nekaj druga, ne? Ker jaz res to tako dolgo preštudiram, pa le moraš gledati, zdaj je že ogromno enih melodij napisanih, ne? In ne hote je Se tudi lahko mogoče popraviš, kaka taka stvar, ko jo vzameš od kakega drugega ansambla, ne? Jaz pač imam mogoče malo potez od Braneta Klavžarja, ker me je učil tudi, ne, jaz harmoniko igram. In mi je že Lugarič rekel, ko smo snemali, čuj, tole mi pa tak na Klavžarja spominja. Ne. Po eni strani mi je bilo tako, sem bil kar ponosen, ne, sem rekel, da sem nekaj od njega tudi povzel. Ampak ja, težko je pa zdaj narediti res nekaj tako unikatnega, da ni pa čemu podobno. Ne. Ja, res je. Po čem misliš, Jan, ko Pikovci igrate na veselici, poroki, po čem misliš, da se vas ljudje najbolj spominjajo? Recimo, kaj je vaša dud, kaj bi rekel, da je vaša posebnost? Je to energija, dobra glasba, lepo petje? Na kaj misliš, da ljudje palijo po domače in da se vas zapomnejo, seveda, in da rečejo, lej, ti Pikovci so pa res 1A? Ja, jaz mislim, da zdaj predvsem po našem petju, po štirglasnem petju, po naši seveda tudi energiji, saj se vidi, da smo povezani, glasba teče tako more, potrudimo se na vsaki veselici, na vsakem špilu se moraš potruditi, ljudje te zato najamejo, ne, pričakujejo tebe in ti moraš tudi dostaviti. In vedno so ponavadi navdušeni, ko zapojemo med ljudmi, takole čist na suho, takrat najbolj pali. Ne? Takrat ljudje osupnejo, odprejo usta, samo gledajo, rečejo, fantje, kaj takega še nismo slišali. In takrat to je tisto za dušo, to je tisto, za kaj delaš. Ne? Ko ti res pol ljudje rečejo, glej, svaka čast, boljše še nismo slišali, ne, recimo. Jana, si za to, da bi mi kasneje to dokazali, kaj si ti zdaj povedal, da bi kar tak na suho v našem studiu nekaj zapeli, eno pesem. Ni problema. Fanti, a vi ste za to? Glasilke služijo? Jo. No, bomo kasneje. Krasno, se že veselim. Bom lahko z vami zapel? Normalno. Krasno, evo. Se veselim. V preteklosti ste se udeležili tudi kar nekaj festivalov. Res je. Kjer festival, recimo, vam je ostal najbolj v spominu, na katerega se najraje spomnite? Ja, definitivno se radi spominjamo takrat Vurberka, pred parimi leti, ko smo v bistvu prvič v tej zasedbi še z Brankom zraven, ne, ko smo imeli prvi res dodelano 4 glasje, ravno s to pesmijo, pesem našega srca, smo takrat prejeli Šifrerjevo plaketo. Ne. Zdaj so sicer to plaketo ukinili, po eni strani škoda, zato nam je še pa tukaj večjo čas, da smo jo mi lahko še prejeli. Tako da vsak je dobil tudi svojo plaketo, jo imamo obešeno v spalnici na steni, na njo sem najbolj ponosen. Seveda, najbolj smo pa bili ponosni in veseli na lansko leto na Števarjanu, ko smo postali absolutni zmagovalci festivala. To je pa res tisto, za kar delaš, no, da obrodiš neke sadove, ne, jih požanješ nekako, ne,
ker mi smo delali počasi, ne? Nikoli nismo šli na tisto, zdaj pa moramo postati znani, pa ne vem kaj. Mi delamo v nekem svojem tempu, izbiramo skladbe, ki so nam všeč, ki imajo nek pomen, ne štancamo, kar po domače povedan, zdaj pač ansambli štancajo, zato so tudi bolj prepoznani, ne, skozi se moraš nekje vrteti, mi pač taki nismo, ne, mi peljamo neko svojo zgodbo naprej, tako smo si zamislili, ampak vseeno se nam zdi, da pač ta trud je nekako poplačen, to nam je že Matjaž rekel, vi morate iti na dolge proge, tek na dolge proge in boste videli, da se vam bo obrestovalo in res se je to zgodilo in smo bili neizmerno veseli in to je to, se nam zdi vrhunec našega dela, da smo res postali absolutni zmagovalci. Ja, krasno, iskrene čestitke za to nagrado in Hvala. pa jaz verjamem, da še bo v vaši dobi delovanja veliko vrhuncev in da se vam bo zgodilo še veliko lepih reči. Zdaj pa najbolje, da gremo kar naprej na glasbo. Jan, Tako. če se strinjaš. Seveda. Tako, šli bomo z naslednjo skladbo na en grad, ki je tudi povezan z festivalom. Šli bomo na Vurberg, na Vurbergu in vesela polka ansambla Pik. Skozi leto samski fantje čakajo, da pride noč, ko lahko gredo dekletom ljubeznivo vas pojoč. Jaz pa le odštevam dneve, ko obiščem srečen spet. Stari Vurberg, družbo drago, štajerski prelepi svet. Kot tukaj mi nikjer srce v ritmu glasbe ne igra, pa zavriska naj se vida, tu veselje je doma. Tu med grajskimi zidovi še spomini živi so, kot očitje so sinovi, zdaj ubrano pojejo. Fantje vandrali bi radi se k dekletom stiskali, vsi zaljubljeni in mladi od veselja vriskali. Jaz pa čakam dan poletni, da na Vurberg se podam, saj občutek je najlepši, ko se glasbi vas predam. Kot tukaj mi nikjer srce v ritmu glasbe ne igra, pa zavriska naj se vida, tu veselje je doma. Tu med grajskimi zidovi še spomini živi so, kot očitje so sinovi, zdaj ubrano pojejo. Tu med grajskimi zidovi še spomini živi so, kot očitje so sinovi, zdaj ubrano pojejo. Kot očitje so sinovi, zdaj ubrano pojejo. Tako, ansambl Pik v naši družbi, zaigrali so krasno veselo polko in jaz grem zdaj do basista ansambla Branko. Lep dober večer tudi tebi. Dober večer. Dej reči še kaj. Ja. Povej še kaj, ker sem fasciniran nad tvojo nižino, veš. To sem ti že najbrž v zadnji vdaji povedal. Na zadnje, ko ste bili gostje, no. Ja, tudi sem pa bi rad slišal, ne. Ne naš na lagri, veš, da bi kar nekaj, ja. Pa da, mislim, lahko poveš, drugače, kak si, kak življenje. Ja, mislim, super. Napeto, kaj? Ja, kar, no, mislim. Cajta ni glih velik, ne. Služba, Ja, pa muska. pa muska.
A ste vedno tako fajn ogvantanje na špilih? Ne, če izmeri, ne. A ne? Ne, to ponovadi. Zdaj sploh, ko je bolj topli, ne imamo kratke hlače pa maječke, tiste malo bolj človeški. Tako da pozivim, imamo varat tole, ne? A ne? Ja, Ja, kar je pa krasno. prav pride. Ja, veš da. A ti si se ansamblu pridružil, torej, Ja, to zadnji, sem To jaz zadnji, sprašal, ja. ja, tako je. Koliko je zdaj že? 4 leta. 4 leta, je že kar nekaj, kar hitro mine, ne? Ja, takoj. Glede na to, da predvidevam, no, nisem pa vas nič vprašal, se mi zdi, da ste vi taki podeželski fantje. Se nam vidi. Ne, nič kaj slabega, taki preprosti. Ne bi rekel, da ste glih mestna raja. In zato te želim vprašati, kako se pa ti, recimo, čeprav to ni daleč tega, spominjaš recimo svojega otroštva. A je bilo takrat, se ti zdi, še vseeno kaj drugače oziroma manj moderno, ko je pa danes? Kako si ti preživel otroštvo? A si od nekdaj vedel, da boš prepeval? Pojem že v bistvu, ja, kar vem za sebe, no. Že v prvem razredu sem začel s tistim še šolskim pevskim zborom. Pol celih 9 let osnovne, 4 leta srednje sem tudi skozi peval. Vmes sem bil v enih parih takih skupincah, tako za dobro voljo, recimo, ne. Pa med korono sem pa prišel sem, ne. Ja, Sem krasno. imel malo več cajta se pogovarjati, pa to organizirati, tako da. V bistvu me že cel življenje spremlja glasba. Fajn. In to še vedno držiš, to uspešni na svoji poti in krasno. Zdaj se pa lahko malo spočiješ. Jaz upam, da ste gledalke in gledalci ujeli te frekvence nizke. Žana, ne da je to pravi, vas jaz mislim. Ja, je ker, no. Ne moreš faliti, da bi rekel, da ni. Ne? Ker vsi ansambli nimajo tako izrazitega masista, ko nekaj spregovori. Ja, res je. Mu človek ne bi rekel, da poje prvi tenor. Ne? Ne, res, Branko je res. Že takoj, ko spregovori, veš, da je ni glih res tenorist, ne. Je face dead, face človek. Tako je treba. Tako je treba, Tako je krasno. Kolikrat si že bil s klarinetom v kleti? Parkrat. Pred 10 sem nehal šteti. Pred 10 si nekaj šteti. Samo je vedno, mislim, cel klarinet, če ga čuvaš, Ja, koliko se da, no. koliko se da. Je pa v Tišče kleti kak fajn. usnik odleti do artist. To je potrošni material. Ti si ne? potrošni material, ja. Tako. Krasno, ja, to skladbo bomo slišali s klarinetom v klet. Pa dajmo. Najboljš je, da kar zaigrate, jaz se pa odstranim, če se strinjate. Tako, gremo naprej na naslednjo skladbo. Ansambl Pik in s klarinetom v klet. Tako je. Užil bom čas mladosti, svoj klarinet vzel. Pustil bom le skrivnosti in tja bom odrvel. Ker hladno je, a zame to ni noben problem. Saj tam le v miru deci spiti smem. Ogrel bom svoje prste, saj klarinet nocoj. Igral tako bo dolgo, da bo pritekel znoj. Soseda bom povabil, da zraven bo zapel. Na jutri bom pozabil ves vesel. V kleti klarinet najlepši zven ima. Ko vinče govori, je lepše kot doma. Ko poje klarinet, pozabi se gorje. Ob dobri glasbi pa poskoči še srce. Svoje prste, saj klarinet nocoj. Igral tako bo dolgo, da bo pritekel znoj. Soseda bom povabil, da zraven bo zapel. Na jutri bom pozabil ves vesel. V kleti klarinet najlepši zven ima. Ko vinče govori, je lepše kot doma. Ko poje klarinet, pozabi se gorje. Ob dobri glasbi pa poskoči še srce.
najlepši zven ima, ko vinče govori, je lepše kot doma. Popoje klarinit, pozabi se gorje, ob dobri glasbi pa poskoči še srce, ob dobri glasbi pa poskoči še srce. Ja, tako vse skupaj izgleda, ko grejo pikovci v klet s klarinetom. Seveda manjkajo še prav posebni rekviziti, ki spadajo v kleta, ne Jan? Ja. Ampak danes, ker smo res na vdaja, ne, danes Tako. jih tule nimamo. Ne smemo promovirati. Ne smemo. Tudi Tako. prej smo pila kavo zunaj, ne da? Ja. Smo tak pošten studio, poštena vdaja. Tako se reče, glej. To oddelamo, Resnost. pol se ga pa lahko Tako, malo. pa gremo tam na Petrol. Tako, ja. Pa tisti, ki... Ja. Slišim Branka, da reče, to se ga pa lahko razbijemo. Ja. Tako je ponovadi, ja. Ja, tako ponovadi. Ja. Ampak ja, drugače se ponovadi skup furate na špile, če gre ali... Ja, vedno se vozimo, ker tudi zaenkrat, če sami ozvočenje postavljamo, kar se tiče teh privat špilov, tako da smo vedno skupaj, no, bolj ko ne. Tako da je krasno, da je kar samo pestro. en vozi in da je pol tudi varno. Tako, ja. Zakaj imam občutek, da ti furaš? Ne vem. Ja, veš koga, zdaj večinoma sem res jaz, A no ne? da? Ja. Se mi zdi, a si ti bil ministrant kdaj, recimo? Ja, glej, tudi si bil, veš. Si tudi bil? Ne, jaz sem tudi bil, Ja. veš, tako se mi zdi, da smo tako podobna karakterja, taka mirna pjeba. Tako, ja. Lej, tako da, resna, veš, za zaupati, ne. Za zaupati, tako, ja. Ne, lej. Ja, no, po eni strani res večinoma jaz vozim, ampak tudi Žan velikrat priskoči, vse pač dogovorimo, ne, kakorkoli, Ja. pa tudi Branko zdaj velikrat uskoči, ker Branko ima zelo mal post, je naredil mal pivske pauze in zelo velikrat on vozi. je treba glej. to izkoristiti, Ja, ne? glej, ni to vsaki dan, veš. Škoda, da niso vsak dan špilja, Ja, ja. da bi dati furu. Super. Kdo pa drugače na špilih tako skrbi za povezovanje programa? Oziroma tam tako vprašal, kjer je na odru recimo najbolj glasen in zgovoren in kjer je ponovadi pod odrom, tam v garderobi in za šanko najbolj glasen, ker to ponovadi ni ena in ista oseba. Koliko imam se jaz izkušnje. Tako. Ja. Gremo na prvo, torej kdo je na odru ponovadi povezovalec programa? Da zdaj tam pa jaz vprašam, kdo misliš, da je? Okay. Jaz rečem, da na odru povezuješ program ti. Je tako. Pod odrom pa mislim, da je Branč glavni. Branko. Ja, Ali pa Matej. Matej, ja. Matej Okej. pa Branko, ampak bolje je Matej ta pod odrom, veš. To se vidi, on ima te korenine, veš, Ima, vse ne. od očeta, ne. Recetove, tako, ja, to Tako so- se veš, to so sami pa od Dejana, legende, kot tako, tudi ja. Perpet, ki igra, ne, to so sami Ja. taki. Sicer na odru ne mogoče tak, ampak pod odrom pa takle Pa imajo privat- veliko zapovedati, ne? Tako. Sem danes ga ne bomo prepričala, verjetno, da bi kak vic povedal, ne? Ne vem. Ni danes tvoj dan. A ja, pozabil sem, da smo na odru. Če neš mi tam zadnji povedal, jih enih 10, da si jih jaz napišem, pa pol v naslednji sezoni povem jih, je prav. Tako. Na kaj ste fantje torej najbolj ponosni v vašem delovanju do sedaj, recimo v teh 10 letih? Kaj je tisto, na kaj si ti recimo osebno najbolj ponosen? Ja, jaz sem najbolj ponosen na to, da smo še vedno ista ekipa, kot smo bili. Brez nekih sprememb, lahko rečem, da skoraj celo naše obdobje, brez zamenjav, dobri prijatelji, da smo postali, delamo kvalitetno glasbo, na to sem jaz najbolj ponosen, da se nismo vdali, kako bi rekel, temu komercialnemu svetu. Ne? Lahko bi, smo imeli priložnost tudi, ampak se nismo za to odločili. Ostali na začrtani poti. Tako, smo ostali na naši poti in jaz sem najbolj na to ponosen, da še vedno ustrajamo, kljub temu, da mogoče kdo reče, pa zakaj pa ne, niste to, pa ono, pa malo raztrgane kavbojkice, pa ono, tretje srajčke, ampak to nismo mi, nismo se za to odločili, jaz sem pač, ne vem, ali tako staro kopitniše, ali ne vem, jaz se včasih razmišljam, da sem se prepozno rodil, ne, jaz bi se mogel 20 let nazaj roditi, ne, recimo, po mojem okusu glasbe, ne. In res, jaz sem zvest temu ljudskemu petju, ob tem sem jaz gor odraščal, to me veseli in to želim delati naprej. Krasno si to povedal, zdaj se pa lahko fantje za 3 minute spočijete, kajti sedaj si bomo pa pogledali en videospot, slišali bomo skladbo Preden greš in ansambl Petra Finka. Preden greš, še en poljubni dan,
in stisni mi roko, da lažje bo. Dobro vem, da te ne bo nazaj, kaj res pozabil si na srečne dni. Preden greš, povej iskreno mi, če bil si srečen kdaj, si imel me rad. Za spomin povej resnico mi, čeprav se je bojim in me boli. Preden greš, bi rada ti rekla še, da že dolgo vem za tvojo pot, ki zbral si jo. Upala sem dolgo, zdaj konec je. Pojdi v svoje sanje, pojdi z njo. Preden greš, povej iskreno mi, če bil si srečen kdaj, si imel me rad. Za spomin povej resnico mi, čeprav se je bojim in me boli. Preden greš, bi rada ti rekla še, da že dolgo vem za tvojo pot, ki zbral si jo. Upala sem dolgo, zdaj konec je. Pojdi v svoje sanje, pojdi z njo. Sem dolgo, zdaj konec je. Pojdi v svoje sanje, pojdi z njo. Tako, še vedno spremljate oddajo Najvižja, še vedno so naši glasbeni gostje, fantje ansambla Pik. V našem studiu je veselo, je kar malo vroče postalo. Fantje se tudi obljubili, da kasneje nekaj v živo zapojemo in jaz verjamem, da bo to odlično. In zdaj gremo naprej na naslednjo skladbo. Po videospotu Petra Finka bomo slišali zopet en krasen valček, Sreča drugih in ansambel Pik. Na obronku gozda srečo sva postavila, rdeča streha, bele stene, kakor pravljica. Zdaj včasih mimo grem gledat, kako je tam, kdo uživa raj, ki ga dobro pozna. Sliši se otroški smeh, solza reže me v očeh. Sreča drugih me boli, v hišici,
kjer naju ni. On jo je v objemu vzel, slavček ima je zapel. Čas paran zacelil ni, sreča drugih me boli. Ptice pojejo kot včasih, pile nama so. Tvoje ruže spet cvetijo, zvezde svetijo. Le obrazi drugi so, zgodba je najina. Iste sanje sanjajo, kakor mi dva. Sliši se otroški smeh, solza reže me v očeh. Sreča drugih me boli, v hišici, kjer naju ni. On jo je v objemu vzel, slavček ima je zapel. Čas paran zacelil ni, sreča drugih me boli. Sreča drugih me boli, me boli. Tako ansambl Pek v našem studiu, sreča drugih, vse je krasno, vse je lepo zapeto. Jan, že prej smo ugotovila, da torej predvidevam, da vam je bolj pri srcu starejši repertoar skladb. In predvidevam tudi na Špilu se raje poslužujete torej tistih skladb iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, ali se motim? Tako, imaš čisto prav. Ja. Najraje preigravamo te stare viže, res tiste, ki so nekako večne. No, to nam leži, seveda se tudi najde kakšna moderna. Sej mora se v končni fazi malo prilagoditi tudi publiki, ne, in tudi kakšno novejšo naštudiramo, to je treba, ampak načeloma se mi držimo tistega svojega repertoarja, to so te malo starejše iz zakladnice, tako da to nam najbolj leži, to nam odgovarja, pa tudi vidim, da ljudem to paše, sploh na privat špilih, dejansko vidiš, kako se ljudje odzivajo in to še vedno pali, ne glede na vse, kaj danes devajo ven, je fajn mogoče za popestrite, mogoče tudi kakšna novejša, to ta hitra, ampak načeloma pali pri ljudeh ta stara, pristna. Tako krasno si to povedal. Povej mi, če kdo od fantov, recimo, poleg glasbe, glasba vam vzame veliko časa, hodite si v službe, imate že družine po večini, a ima kdo od vas kak zanimiv hobi, recimo, da še ima čas se ukvarjati s čim poleg glasbe in službe in družine, recimo, če lahko tako rečem? Ja, da bi zdaj nek hobi izpostavil, ne vem, če ga ima kjer. Noben nima doma vinograda? Ja,
Ne, noben neki, da bi rekel. Sode pa imate, sode. Ja, ti bolj cisterne so zdaj, veš, sode je že treba prati, je s tem kar kunšt. Tako da nismo vešči več tega, ne, bolj cisterna je bolj sigurno, olje daš gor, ko vidiš, da na pipci, da olje preteče, glej, pač moraš oprat pa noga, ne. Ja, super, to je bolj jesenska tema. Mislim, da boš mogel ti res jeseni pred našo družbo, boš moj srednji gost, pa bomo malo povedali o prešanju, pa v nalivanju vina. Fantje, prej smo rekli, da bomo nekaj zapela, ne? Že vemo, kaj bomo zapeli. Kjero predlagaš ti, Jan, ko si rekel, da imaš rajš te iz zakladnice? Pa eno Slakovo bi lahko, ha? Lahko bi eno Slakovo. Še enkrat. Odlična ideja. Fantje, smo za to? Smo, hajde. Okay. To je pa zdaj čisto zares v živo in prosim, da nam oprostite morebitne napake. Hvala lepa. Tako. Pa gremo. Še enkrat se bova srečala in tedaj me ne sprašuj preveč. Mnogo sem ti že povedala, včasih so besede res odveč. Še enkrat me pelji daleč proč, da pozabim čisto vse. Ko trenutek mine s tabo noč, zjutrom se razbline upanje. Nežno me objel, morda vedel si, da ne bi smel, vendar žal mi nikar je bilo, saj srce hotelo je tako. Sem tvoja, da imaš me rad. Še enkrat verjela rada bi, da v besedah tvojih je pomlad. Fantje, to je bilo krasno. Jaz sem z užitkom zapel z vami in sedaj tudi naše gledalke in gledalci verjamejo tistemu, kar smo prej pravila, nad čemu so poslušalci najbolj navdušeni na nastopu. Ste dokazali, krasno je bilo. Jaz mislim, da smo. Pa s tabo je vedno užitek zapet. Najlepša hvala, enako. To je to. Zdaj pa najbolje, da gremo naprej na naslednjo skladbo, ta pa na playback. Sam da povem, ker velike razlike ne bo, veš, ker ste dobro odšpilali. Gremo naprej na naslednjo skladbo. Tvoj sin, krasen valček, danes smo malo bolj nežni, saj za konec bo ena vesela polka. Nežni smo morda tudi zato, ker se sezona letošnja najvišje zaključuje in je to zadnja oddaja v tej sezoni in smo kar malo žalostni, malo se bomo pogrešali, ampak jaz verjamem, da si bomo nabrali novih moči in seveda naslednjo sezono zaštartali, kar se da dobro. Sedaj pa še vedno v našem studiu ansambel Pik in Tvoj sin. Lep spomin imam na skupne dni,
zapihljal je vetriči zdobral, na obraz 5 leto ti dodal, a postoj, saj to je praznik tvoj, veselili bomo se nocoj. Tvoj sin ponosno tukaj pred teboj stoji, tvoj sin ti zdravja, sreče za naprej želi. Hvaležen sem, da ti, moj dragi ati si, objem ti bo pokazal to, kar govorim. Moja pot se vije vse povsod, vodičar me glasbenih lebod, da ti dam še nekaj svojega, ti zapel bom tole iz srca. Tvoj sin ponosno tukaj pred teboj stoji, tvoj sin ti zdravja, sreče za naprej želi. Hvaležen sem, da ti, moj dragi ati si, objem ti bo pokazal to, kar govorim. Hvaležen sem, da ti, moj dragi ati si, objem ti bo pokazal to, kar govorim. Objem ti bo pokazal to, kar govorim. Tako, tvoj sin, krasno besedilo, krasna skladba in ja, bližamo se zaključku oddaje in z Janom še bomo spregovorila par besed o prihodnosti. Torej, kot smo že rekla, letos sledi veliko praznovanja ansambla Pik ob 10. obletnici delovanja. Praznovali boste v jeseni, če se ne motim. Tako, bolj v pozni jeseni, proti zimi, v mesecu novembru planiramo, če bo vse štimalo tako je treba. Zdaj še smo v dogovoru malo še lokacijsko, nas je zelo malo, kako bi rekel, ja, zafrknili po domač povedan, ampak mi bomo to prebrodili, imamo že plan B, tako da sedaj pa s polno paro naprej, da seveda se naredi koncept in vse voditelji in to ono tretje, da bomo res nekako lepo obeležili teh 10 naših let. Je kar veliko dela, verjetno, z organizacijo takšnega koncerta, sploh pa zdaj, ko so špili sezona. Ja, seveda, brez skrbi. To je veliko časa prostega ti v bistvu vzame, kakor ni špilo in vaj in tega, da se potem tudi navaja, še sproti malo dogovarjamo. Tudi tukaj moram Matjaža izpostaviti, on že ima ogromno izkušenj s tem, včasih so organizirali te petkine nedelje, tako da on ima v glavnem, tudi kar se tiče organizacije, nam veliko pomaga, ogromno dokumentacije je treba izpolniti. Seveda, ljudje, marsikdo ne ve, koliko vsega je
predtem se zgodi, da je tisti koncert, ne. Koncert je v 2 urah konec približno, ne, ampak ti imaš pa mesece in mesece, dejansko že študiraš, planiraš, da vse steče tako, kot mora. Tako veliko priprav je. Res. In je pa, če je koncert uspešen, seveda potem vse poplačano in veš, zakaj je bil vložen v struta. Tako, definitivno. Torej, želje za prihodnost, torej, da bo koncert uspešen, pa če gledamo malo bolj dolgoročno, verjetno si želite, da bi vsaj praznovali tudi 30. 40. obletnico, ali smo predaleč naprej? No, mogoče smo tu še malo predaleč, ampak če bomo že pred 20, ne, da razmišljamo tako, jaz mislim, da nas čaka lepa prihodnost, mi bomo še naprej delali tako, si mi mislimo, da je prav. Poslušali bomo sebe, delali bomo še naprej kvalitetno glasbo, trudili se bomo seveda na špilih, najbolj si te ljudje zapomnijo na špilih privat. Še vedno je najboljša reklama od ust do ust, če se tam izkažeš, definitivno boš imel še za naprej ne vem koliko špilov, tako da jaz mislim, da poleg vseh družabnih omrežij in tega, da je še vedno beseda od ust do ust, da najbolj zaleže. Ne? Ljudje se te zapomnijo in o tebi se potem govori in mi bomo naprej delali še tako kvalitetno glasbo, kot jo mi želimo. Krasno. In jaz vam želim še veliko sreče vsem fantom v prihodnje, v glavnem naj vam uspe koncert, naj bo uspešna sezona, ostanite zdravi, bodite prijatelji še naprej in jaz upam, da se vidimo tik pred koncertom, da še povabimo naše gledalke in gledalce. Tako, z veseljem bomo prišli. Jure, tebi hvala za povabilo, da si nas povabil v oddajo. Počaščeni smo, da nekako s tabo zaključujemo tole sezono in z veseljem seveda se bomo odzvali, ko bo kaj novega, ti sporočimo, pa se slišimo. Super, hvala lepa vam. Tako, vam pa, spoštovani gledalci in gledalke, želim prav tako eno krasno poletje. Kot smo že rekli, je to zadnja oddaja v letošnji sezoni. Jaz mislim, da smo letošnjo sezono dobro prebrodili, da je bilo veliko smeha, upam, da tudi zabave, da ste se vi dobro počutili ob gledanju in spremljanju oddaje Najvišja. Seveda bodo oddaje tudi v prihodnje. Zdaj gremo malo na počitnice in spočite se tudi vi, potem pa se v jeseni zopet vidimo. Želim vam vse dobro, do takrat ostanite zdravi, imejte se radi in pa spremljate nas v prihodnje. Za konec pa še ena vesela polka ansambla Pik, Tvoj naslov. Uživajte in lahko noč. Sledil bi ti do doma, pa bo čudno in jasno je, da taki se stvari ne gre. Že nekaj dni te prosim neutrudno, pa praviš, da izvedeti ne smem. Nikakor ne razumem, kaj mi skrivaš, ali te doma lastnega je sram. Ti pa karolje na moj ogenj zlivaš, vem, da kar lepo uživaš, ko v očeh vprašaj imam. Izvedel rad bi tvoj naslov, a skrbno skrivaš ga. Tvoj se ne preda, srce ga ne izda. Prišel rad k tebi, bi domov, da bi se stiskala. Želim, da tudi ti bila biza. Zdaj hodim po okoliških vasicah in se sprašujem, kje za vraga si doma. Po mestnih ulicah, Vinskih goricah se vozim brez razloga sem in tja. Še v sanjah jasno vidim tvoja vrata in sebe, ko na zvonec pozvonim. Naenkrat pred menoj stoji tvoja, ta meni strašno vroče rata, potem sem, ko se zbudim.